Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav z oddaje s farmacevtom za zdravje. Takole praznično smo že vsi razpoloženi, tudi na naši televiziji, malce tudi naš gost Bojan Madžar, magister farmacije Pomurskih lekarn, s katerimi sodelujemo že veliko let, tudi samim Bojanom takole. In današnja tema, čeprav je Bojan zapisal pravzaprav, da se vsak kdaj soočil s tem, jaz se nisem. In nimam izkušen, Bojan, gre pa za nespečnost. To se pravi težave, ko ne moreš zaspati, ali se po noči prebujajo ljudje, pa ne morejo zaspati. Kdaj pravzaprav govorimo o nespečnosti? To, če se te enkrat na 10 let zgodi, še ni nespečnost, ne? Ja, se nespečnost lahko kratkotrajna, ne, lahko pa tudi kronična. Lepo ste opisali, to v glavnem tako se zgodi. S tem, da medicina pravi, da nespečnost opredeljuje v primeru, ko se to zgodi, ne, če res ne moremo zaspati ali pa imamo težave, ko se enkrat po noči zbudimo, da spet nazaj ne zaspimo, ne, da če hkrati potem to vpliva na naše vsakodnevno delovanje, ne, drugače ne. Zdaj, se pravi, da smo res premalo spali, da potem čez dan smo taki dremavi, utrujeni, slabše mislimo, recimo, smo bolj razdražljivi, nekateri opisujejo tudi pogostejše glavobole. Potem je to nekako medicinsko opredeljeno kot bolezen, ne, kot nekaj, kar moramo zdraviti, tako da nespečnost v primeru, da res potem imamo težave čez dan, je tako medicinsko stanje. Jaz bi glede nespečnosti veliko raje prisluhnil farmacevtom kot pa zdravnikom, ne. Zdravniki že kakšno kaj takšnega predpišejo, ne? Farmacevti pa imate boljši vpogled to. Kaj bi vi svetovali kot farmacevti glede nespečnosti? Ja, zdaj, če je to kratkotrajno, pa načeloma vemo, zakaj se gre, potem lahko seveda tudi je pristop, da probamo s kakšnimi izdelki, ne, iz lekarne, ampak drugače pa načeloma je bolje vseeno, da se gre do zdravnika, da se ugotovi, kaj je v ozadju. Ponavadi je nekaj. Je lahko kakšna bolezen, je kakšno stanje, ne. Nekatere stvari so enostavno take, ki potem mora zdravnik to peljati naprej. Lahko je nespečnost, recimo se kaže lahko tudi v enih primerih depresije, ali pa poznamo recimo sindrom nemirnih nog, ko potem ljudi to po eni strani ne morejo zaspati, po drugi strani jih pa to dejansko, ko se noge non-stop premikajo, ne morejo si mesta najti, ne, jih moti in ne morejo spati, se prebujajo. Zato obstajajo tudi zdravila, sicer na recept, ki lahko zadevo odpravijo in s tem odpravijo tudi nespečnost. Ali pa je lahko težava tudi za to spalno apnejo, ko prenehamo dihati čez, ne. Tako da možnosti je več, zato je pa pravimo, da bolje najprej dejansko vse to vedno velja, če je le možno na vzrok delovati, pa potem odpravimo tudi to nespečnost, ki je ponavadi nekemu stanju dodana. Bojan, se mi zdi, da je veliko, bi takole kot laik ocenil nespečnosti na podlagi našega živčevja, ne? Dogodkov čez dan, vzburjenosti, nervoze. Pravijo, da tisti, ki imajo milijone na banki, slabo spijo oziroma imajo nespečnost, ne? Se mi zdi, da je to ena kar primerjava, oziroma še po noči razmišljajo, kaj in kako, ne? Ja, tako velja, ne? Čeprav zadnjič sem bral en članek enega zdravnika, ki je tako malo na hudmošen način zapisal, recimo, v katerih primerih, kaki morate biti, da ne boste imeli težave z nespečnostjo, in on je omenil tam bogataše, ker se lahko marsikaj privoščijo, ampak v oklepaju je napisal tiste, ki se rodijo bogati. Ja. Se pravi, da so že podedovali in nekako jim je lažje kot tisti, ki skrbijo za to, da bi potem to bogatstvo še večali. Ne? Ampak seveda skrbi, ja, to je ena od nasvetov, da naj ne bi šli z nekimi skrbmi v posteljo, ker to je slaba popotnica. Nečisto vestjo. Tako, tudi to, ne, ker to potem pomeni, da nas bo to nekako po glavi bomo to premlevali in to bo prispevalo tudi slabšemu spancu. Ja, situacija, ko nekateri lahko, ne, nekateremu napraviš krivico, nekateri potem tega ne pozabijo par dni in ne spijo, ne. Spet drugi, bomo rekla, pozabijo, ne, se je zgodilo, obžalujem, ampak gre mimo mene in
potem normalno spijo. Ne. Ampak zdaj v primeru kratkega obdobja nespečnosti, ne, se gotovo lahko pomagamo v lekarni s kakšnimi tudi čaji, zdravilnimi zelišči. Jaz se spomnim, tudi naše babice so vedno, govorimo o njih, ne, znale, kaj vem, da za nespečno, za nemirni spanec po noči so nam hibiskusov čaj kuhali. Ne vem zakaj, ne, ampak verjetno tudi kup drugih rastlin, ki pomagajo, materina dušica gotovo, pa še kaj. Ne. Ja, marsikatere, ne, vse iz tradicionalne rabe, poznamo baldrijan, poznamo hmelj, sivko in podobno, ne, kar precej teh zdravilnih rastlin, ki so pogosto tudi v takih čajnih mešanicah za pomirjanje, za uspavanje in dejansko pomagajo. Zdaj med temi ima največ dokazov tale zdravilna špajka ali baldrijan. Iz korenine so dejansko tudi na podlagi raziskav, teh modernih kliničnih raziskav, dokazali učinkovitost, tako da v lekarnah imamo različna zdravila, dejansko iz te zdravilne rastline, imamo tablete, imamo kapsule, imamo kapljice, recimo, poleg tega, ker tu je vseeno v teh farmacevtskih oblikah vedno v vsakem odmerku dobimo enako količino, ne, tako da lahko potem pričakujemo neke podobne učinke. Prednost teh zdravilnih rastlin je, da ni neke tolerance s časoma, se ne pojavi odvisnost in ljudje jih lahko jemljajo dalj časa. Celo ugotovljeno je, da če jih mi jemljamo vsak dan, nekaj časa, kak teden, dva, se učinki povečujejo in dejansko takrat dosežemo boljši učinek. Tako da to je kar tako popularno, bom rekel, izbira pri določenih ljudeh, ki uporabljajo te zdravilne rastline za namen in zdravila iz njih seveda, ali za namen za pomirjanje, ne, stres, anksioznost podobno, pa tudi za uspavanje. Za uspavanje se potem vzame zvečer, kakšne pol ure pred spanjem, drugače pa lahko tudi čez dan. Kaj pa zdaj ostala zdravila, sintetična recimo, ne, ki se dajo verjetno dobiti tudi kakšna blaga brez zdravniškega recepta, ne, ampak tam pa že posegamo potem na področje zdravnikov, ne, kakšno in kaj, da umirimo oziroma odpravimo nespečnost. Tudi to se da dobiti v lekarnah, ne? Predvsem je veliko na recept, ampak tudi brez recepta, ja, imamo kar nekaj. Mogoče bi izpostavil dve, ki sta trenutno v Sloveniji tudi na voljo. Ena je, vsebuje eno učinkovino, ki izhaja iz skupine antihistaminikov, to je sicer staro, poznano zdravilo, tista prva generacija, ko je še bolj prehaja skozi pač v možgane. In to so sicer zdravila, ki v osnovi lajšajo alergije, ampak ti prva skupina, ki prehaja v možganah imamo tudi te tako imenovane histaminske receptorje, ki pa, če delujemo na njih, nas uspavajo. In ta prva zdravila so imela res te hude neželene učinke, ker so ljudje bili zelo zaspani. Po drugi strani jih pa lahko uporabljamo v ta namen kot uspavalo. Predvsem jih priporočamo populaciji, ki je še delovno aktivna, se pravi ne prestarejšim, za občasno težave z nespečnostjo. Deluje hitro, deluje močno, ne, hitreje. Recimo že prvi odmerek zna biti tisti polni učinek, ne, kot pri baldrijanu, ko moramo dalj časa jemati, da bomo ga začutili. Je pa težava v tem, predvsem pri starejših, ker povzročajo določene neželene učinke, ki niso najbolj ugodni za starejše, ker jih nekako bolj čutijo, bolj se pri njih izražajo, pa tudi oni imajo že določene bolezni, pa določena zdravila, ki potem se lahko to potencira, ne. Povzročajo suha usta, zaprtje, zastajanje seča, potem tudi slabši vid, slabše se ta akomodacija, meglen vid se naredi, lahko tudi nam razbija srce. Se pravi, ena kupica neugodnih, neželenih učinkov, zakaj pač pri starejših ni to zdravilo toliko, bom rekel, nepopularno, ampak celo priporočljivo. Po drugi strani pa recimo melatonin, en hormon, ki uravnava ta cirkadialni ritem, a ne budnosti, spanja, je pač ena taka mogoče primerna rešitev za starejšo populacijo, ker so ugotovili, da starostjo tudi potem koncentracija pada z leti. Tukaj imamo prehranska dopolnila, zdravila, zdaj
Jaz bi vseeno, če je že možno, raje naj posežejo po zdravilih, ker je preverjena kakovost samih izdelkov in poskušajo mogoče tudi s tem. Ta melatonin recimo dosti uporabljamo, če imamo kakšen jet lag, ta potovalno, ko gremo z letalom preko več teh, prečkamo časovnih pasov. Bioritem pade. Takrat si z njim kar pomagamo. Lahko pa pomaga tudi ob nespečnosti. Takrat ga jemljamo določen čas, vedno zvečer in proba ta ritem malce nazaj spraviti v normalno delovanje. Zdaj greva še hujši obliki nespečnosti, takrat pa je zagotovo priporočljivo obiskati zdravnika, da on svetuje, kaj najde tudi brškone, kar iščejo zdravniki, diagnozo, vzrok tega, potem je lažje to zdraviti, ko vemo zaradi česa. Recimo v tem primeru, ko govorimo o nespečnosti, je določen človek nespečen. Ja, to je res, kar precej zdravil je. Dosti teh zdravil je tako, da ima dejansko svoje ene druge učinke, ampak dejansko tudi uspava. Velikokrat se uporabljajo benzodiazepini oziroma njim podobna zdravila, ki so v osnovi dejansko namenjeni zdravljenju anksioznosti in podobnih stanj, se pravi nemiru in podobnega, ampak tudi uspavajo. Zelo učinkovita zdravila, hitro delujejo, močno delujejo. Seveda pa vsak kovanec ima dve plati, po drugi strani pa so pa potem te razvoj tolerance in predvsem razvoj odvisnosti, kar nas skrbi. Nekaj tednov redne uporabe nas pahne v dejansko odvisnost. To sem ravno hotel vprašati. Slišal sem, da so ljudje potem kar precej odvisni pa od teh zdravil, da jih skoraj nujno morajo jemati. Zdaj ne vem, kako zdravnik lahko spremeni zdravilo, potem eno drugo, da namesto tistega, da morda prepreči odvisnost, ali so vsi na isti bazi. Več ali manj pri vseh se to zgodi, teh benzodiazepinih, saj zato pa velikokrat potem posegajo po enih drugih zdravilih, recimo opažamo tudi, da doskrat imajo majhne odmerke določenih antidepresivov, ki jih jemljajo samo zvečer. Ti določene, imamo v bistvu tako dve vrste antidepresiv, nekateri te dvignejo malo bolj, nekateri pa te malo uspavajo. In ponavadi te mi svetujemo jemati zvečer, da se temu izognemo, ampak v nekaterih primerih se pa ta sedativnost izkorišča in se predpiše ljudem s težavam z nespečnostjo, ker pa ti vseeno odvisnosti ne povzročajo. Oni benzodiazepini pa čez čas vsi, ni razlike, mogoče en prej, drugi pozneje, pa tudi med ljudmi so razlike. Pri enem lahko že po enem, 2 tednih že težko bo šel dol z njega, spet drugega bo pa mogoče imel en mesec, pa bo še lahko prekinil. Ampak s časoma pa imajo vsi s tem težave. Bojan, zraven teh zdravil, zraven teh, kot so rekli, čajev, zdravilnih, kako se lahko pomagamo takole sami doma, verjetno z veliko gibanja, da se izognemo nespečnosti, stresnim situacijam izogibati. To je po mojem tisti najboljša preventiva. Se to bi verjetno mogla dati na prvo mesto. Higiena spanja. Higiena spanja je tisto prvo, farmakološki ukrepi. Tudi, če že v osnovi pogledamo spalnico, žimnica najbolj prijetna, da lepo omogoča spanje. Ne pretoplo, ne prehladno, zračno, potem zaščita pred hrupom pa svetlobo, se pravi temno, tiho. Fajn bi bilo, da smo, če se le da gremo ob isti uri spat, pa predvsem, da stanemo tudi vedno ob isti uri, da se nek tak ritem spostavimo. Se to vsi probamo pri svojih otrocih, ko se rodijo in jih na začetku navajamo. Potem pa, ko postanemo odrasli, pa pozabimo na to. Drugače pa aktivnost, zelo, kar ste omenili, čez dan, če se dovolj utrudimo, smo tudi potem lažje spimo, ker smo res utrujeni in ne rabimo spanja tudi z tega vidika. Prijetno utrujeni. Ne pa biti aktiven tik pred spanjem, kaki 2-3 uri prej pa se ustavi, da se telo lepo počasi umiri. Tudi ti ekrani, televizija, telefoni tik pred spanjem niso najbolj okej, mogoče boljš knjiga, pa se probati nekako umiriti. Ne iti spat s polnim želodcem, pa ne lačen. Nobeno ni slabo, ni okej. Alkohol pred spanjem tudi ni najboljš. Tudi tako, tekočina, tik pred spanjem, če se bomo ful napili, zelo napolnili mehur,
potem slej ko prej po noči nas bo zbudil, ker bo treba iti otočiti in spet prekinemo spanec. Kofein tudi ni vredo, ne. Kofein je poživilo, zato ga svetujemo bodi si zjutraj do povdne, ne pa popovdne, ne pa tik pred spanjem recimo. Spimo sami, brez teh svojih ljubljenčkov, se pravi domačih živali, da nas še ti motijo. In tako, saj teh na svetu je kar precej, ampak če skušamo na ta način, pa starejši vidim, da delajo še eno napako, recimo pravi, ne morem spati, ne, saj po eni strani res manj spijo, po drugi strani pa, če pogledate skozi cel dan, kaj delajo, ne. Saj zjutraj še relativno zgodaj vstane, dopoldan je še kar aktiven, potem pride kosilo, potem malo zaspi po kosilu, potem pridejo oddaje, a ne, neke serije, pa te prespi, ne, in seveda pol pa po noči ne more spati, ker je čez dan že 3-4 ure spal, ne, tako da se pravi, tudi na to pazimo, ne čez dan spati, raje v kosu in po noči. Zdaj pa ljudje smo zopet različni, ne, nekateri lahko spijo 10 ur, pa ostanejo utrujeni. Drugi spimo 6 ur, ampak kvalitetno spimo, ne. Zdaj zopet ta kvaliteta spanja, ne. Čeprav govoriva o nespečnosti, ampak bo treba reči verjetno tudi o tem, ne. Ne pretrgoma v kontinuiteti spati, se ne zbujati, je po moje 6-7 ur dovolj. Vsaj meni je. Če pa spi nekdo 11 ur, pa se med me zbuja, pa ne spi tistega pravega, trdnega spanca, ne vem, se tu možgani drugače delajo potem, ne, pa se mi zdi, da je tudi od človeka do človeka različno. Ja, težko je predpisati, ne, vse govori o tem 6-8 ur je ponovadi okej, ne, tako da saj zato tudi medicina opredeljuje, ne, zdaj, če mi spimo manj ali spimo več, če smo mi enostavno čez dan normalno funkcioniramo, potem ni kaj za popravljati. Tako da bolj je problem takrat, ko res te motnje spanja vplivajo na samo naše delovanje. Obstajajo tudi, mislim, da v Ljubljani, mogoče v Mariboru, na UKC-ju tudi določene ambulante za spanje, tam tudi prespite, kako noč vas snemajo, nadzorujejo in potem tudi več vejo povedati, kje je pri vas vzrok. Tako da, če gre tako daleč, ne, da z drugimi metodami se ne da rešiti, potem je to tudi ustrezen pristop. Kvaliteta spanja smo rekli, zdaj pa še eno stvar, ker smo pač v mediji, ne, pa nismo omenila, vem, da ne smeš teči, preden greš spat, tek, recimo aktivnost, potem težko zaspiš, to je normalno, to smo vsi se s tem soočili. Kaj pa glasba? Recimo glasba pomirjajoča, instrumentalna, nekateri ob glasbi takoj zaspijo, nekateri pravijo, vzamem knjigo, postelji preberem na stran, že spim, ne. Tudi tu verjetno od človeka do človeka, nekateri imajo morda kakšno tiho glasbo, mirno, ali pa tudi klasiko po noči, ne, tudi, pa zelo dobro spijo, druge moti. Treba je najti, kaj ti prija, ne. Nekateri mu odgovarja knjiga, drugemu glasba, tretjemu neka kopel topla, ne, nekaj za relaksacijo, tako da odvisno od posameznika, ampak fajn pa je, da poiščeš nek način, da se malce sprostiš, umiriš pred spanjem, bo tudi potem boš lažje zaspal. Zagotovo smo rekli veliko tega, predvsem pa nas nenavadne stvari, ni kot se rekli, potujemo v Ameriko z letalom, se ure premaknejo, ne. Nas vrže nekako iz ritma. To pravzaprav vsi ugotavljajo, eni rabijo hitro, da pridejo nazaj, ne. Eni nekaj manj, ne, da se soočijo s to časovno razliko, ne. Tu treba pač takrat malo popaziti, ne. Sicer pa ne potujemo veliko, ne, Bojan, neke daljne kraje. To za nas ni taka težava. Ni takšna težava, so pa recimo poslovneži, ki so veliko, ne, na poti, pa zgleda, da se tudi navadijo tako kot na vse, ne. Ali pa kakšni športniki, bral sem pred leti, ne, da imajo v NBA ekipe, ki potujejo, predvsem takrat, ko gremo iz zahoda na vzhod, bolj težave, ne. Ja, ker skrajšaš, ne. Imajo takrat, predvsem te ekipe imajo bolj težave proti končnici, ja. Tako da tudi s tem so razlagali, ja. Vse veliko še tega, ne, nenazadnje spanje je povezano z energijo v naših možganih, takšne in drugačne, tudi tu so že raziskave, takšne in drugačne pa lahko ocenimo. Ja, jaz upam, da pred nami so praznični dnevi, Bojan, ne.
božično-novoletni prazniki, da, dobro, nespečnost. Božič čakaš dolgo, staro leto čakaš dolgo, pa potem pač se naspiš v naslednjih dnevih. Tu je nekaj več nespečnosti, ampak to ni z bolezenskimi znaki, ampak zaradi tega, ker tu je malo več jemo, malo več pijemo, malo dlje smo po konci, malo se družimo, veselimo. Tako da to naj se naše gledalke in gledalci ne skrbijo za kakšno urico nespečnosti. Sicer pa, ko sem dal v prazničnem dnevu, že veliko let smo takole skupaj, Bojan Pomurske lekarne, vi, Bojan Mađar na drugi strani iz Svetega Jurija, Polonca Fiala Novak, veliko sodelujemo, priložnost verjetno, da se tudi zahvalimo takole ob koncu leta našim gledalkam in gledalcem za pozornost, da nas spremljajo, vama obema pa seveda iskrena hvala, vedno kakšna, ne vedno, vedno ne kakšna, ampak vedno je tema, ki je zelo zanimiva, velikokrat aktualna. Težko je zopet izmisliti neko toplo vodo, nekaj, včasih se že s kakšno temo ponavljamo, ampak vedno prihajate z svežimi zamislimi, idejami, predvsem pa v dobro naših gledalk in gledalcev. Morda boste pa v imenu obeh, Polonca bo to naredila po novem letu, ko bodo oddaje, zaželite tudi praznične dneve, pa veliko zdravja. Bojan, izvolite v imenu Pomurskih lekarn. Ja, vsekakor. Jaz se zahvaljujem predvsem za strpnost. Zdaj smo malce v takem obdobju, ko smo glavno lekarno odprli in so se morali nekateri naši obiskovalci temu prilagoditi, ampak mislim, da nam gre kar fajn, pa tudi v novem letu bomo dosti hitro potem spet šli nazaj na stare tire. Drugače pa ja, želim predvsem veliko sreče, lepih trenutkov preživeti z svojimi najdražjimi in pa seveda zdravje. Velikokrat to zdravje ne izostane, predvsem delajmo veliko na tem, da ga ohranimo, če pa že pride do trenutka, da malce zaškripa, pa smo Pomurske lekarne tudi tu, da vam v tem pomagamo. Hvala lepa tudi za letošnje leto, v celoti za današnji dan, ko smo bili skupaj. Ja, cenjene gledalke in gledalci, zdravja o tem govorimo, pravi, da je največje bogatstvo, bo že držalo. Sicer pa v novem letu naj vas preseneti kopica lepih reči, čim manj tistih slabih, in upajmo, da boste tudi v prihodnjem letu, leto 2025, skupaj z nami v oddajah s farmacevtom za zdravje. Za letos pa samo še srečno in lepo preživite praznike. Thank you.